Dober dan, iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Hrvaški premijer Ivo Sanader, hrvaški predsednik Stipe Mesić ter hrvaški predsednik Sabora Luka Bebić, skratka sami Hrvatje, so se opoldne v Zagrebu sestali s predstavniki parlamentarnih strank, da se malce pogovorijo o slovensko-hrvaških odnosih, ki se, slišim, Kane Šiško in Katja Lenart, ki nas je obiskala v studiu, zadnje čase hudo slabšajo. Kaj veš o tem? Da se slabšajo, ja. Hrvati so zmeraj bolj zoprni. Ja. Čutim. Ne, ne, to si mi nalagala. Nisem. Kaj? Neverjetno. Nekaj bo treba tukaj postoriti, očitno. A lahko nadaljujem, Šiško? Pa bom. Evropska komisija namreč do konca tega tedna pričakuje odgovor na svoj predlog za reševanje vprašanja slovensko-hrvaške meje z meditacijo. Slovenska vlada je načelno soglasje za meditacijo, zanimiv pristop, dala že na četrtkovi seji in premijer Borut Pahor zdaj pričakuje še odgovor hrvaške strani. Najbrž bo takle. Ne, Hrvati drugač, Hrvati imajo hrvaški akcent, torej Slovenska stran vidi pomen mediacije v tem, da posredniki pomagajo obema državama do določitve meje na kopnem in na morju. Zdaj sta na vrsti obe diplomaciji, če seveda hrvaška vlada sprejme odločitev, da hrvaški diplomaciji sploh da mandat, da se z Evropsko komisijo pogovorijo o izhodiščih za delo te mediacije. To je drugač mediacija, ne meditacija, by the way. A veš, medija, pacija. Res? Ja, nekaj drugega. Se nove opazil. Vse bolj se zdi, da bi te dni meditator mediator, torej. Ja. Vse bolj se zdi, da bi te dni mediator prišel prav tudi dvema slovenskima strankama SDS in LDS. Ki sta, slišim, skregani. Čist. Ampak to ni novo. Ne. Sem pred letom ni že čutil neka trenja. Ti tudi, ne? Pa to je že od 91. leta. Fak me jebe, danes me jebe maslo v ušesih. Okay. Janez Janša je namreč v torkovih Odmevih na temo blejskega dogovora Sanader-Janša citiral izjavo Kresalove na srečanju parlamentarnih strank v prostorih vlade dne 17. avgusta 2007. Ne, a je to res? A je res citiral Kresalova 17. avgusta? Ja, to pa ne vem čist za zihar. Kako? Pa kako si upa? Mogoče se pa laže, ne vem. Ajde, 16. 15. veš, ampak 17. avgusta, halo? Janša je citat vzel iz magnetograma, ki pa ga ni v vladnih arhivih. Ne. Oziroma uradno ne obstaja, torej ni bil legalno posnet. Saj ni mogoče, ti to imamo ekskluzivno to novico. Ja, čist. A čutiš, da se država ruši? Na laži se poruši vse. Pa poglejmo arhivski posnetek vesti, ki je nastal točno tistega dne na točno tistem sestanku. No pa poglejmo. Gospodje in gospa, bi lahko samo še enkrat malo sem pogledali za eno lepo skrčeno sliko in posnetek. Hvala. Čakaj malo. Posnetek sem si natančno ogledal, ga vmes tudi ustavil in nisem videl v vsej sobi niti enega mikrofona. Kako so to posneli? Kdo je bil takrat na oblasti? Kdo je za to odgovoren? Ena teorija je edin. Sarkić si je vse zapomnil mogoče. A veš? Sarkić, ker veš, da ima fotografski spomin. Ja, on ima fotografski spomin, nima audio spomina. Razumeš, on sliko si zapomne, audio pa ne. Pismo tudi. Mogoče pa frekvence slika v zraku. Ne, ni bil Sarkić, ne verjamem. Ne verjamem. Medtem ko se javnost sprašuje, in tudi jaz, ali je Janša v roke dobil na skrivaj posnet magnetogram in če morda ne laže, viš, na to nismo pomislili. Če morda ne laže, dobro, malo verjetno je, ker Janša ne bi nikoli lagal, ampak morda se Borut Pahor pospešeno in poglobljeno, predvsem pa še vedno,
ukvarja s slovensko-hrvaškimi odnosi. Zdaj se mi zdi pomembno osredotočiti na konsens, da je mediacija prava pot, prava izbira Slovenije za rešitev vprašanja meje med Hrvaško in Slovenijo in s tem tudi vprašanja umika stroškov Republike Slovenije pri pogajanjih Republike Hrvaške za Evropsko unijo. Prometni minister Patrik Vlačič ne ve, kaj se dogaja z ljubljanskim potniškim centrom, se pa zato rad pozabava v družbi lepih deklet. A to je novica, kaj za ovesti. Ja. Kdo se pa ne rad pozabava v družbi lepih deklet, no? Razen debilov in... Se veš. Lepa dekleta. Takole smo ga ujeli v Kranjski Gori. Minister, kako da ste s samimi lepimi puncami? Ne, jaz sem bil sam prej. Pa so punce prišle do vas? Ja. Ampak tile dve sta bile že prej tamle, ste se slikali z vami? So moje sodelavke. Popoldne. Moje sodelavke z ministrstva. Ja, zdaj sramežljive so. No pa poznam, tebe pa poznam. Dobar dan. Dobar dan, ne vem. To so moje sodelavke z ministrstva. res. Vse smo A iskali. ja, ti si pa PR-ovka. Ja. To je pa še boljška Parjankovič, vidim. O novem dokumentarcu Gola resnica, komentar dneva, Franci Kek. Hvala. Gola resnica je komični dokumentarec. Ne želi dokumentarno pridikati, pač pa na zabaven način gledalcev spodbuditi k kritičnemu odnosu z distanco do medijev. Govori o velikem vplivu medijev, o načinu povzemanja, o nadaljevanju podajanja in v končni fazi sprejemanja odjemalcev, tistih, ki jim je informacija namenjena. Pred resnico je za medije pomembno, da imajo zgodbo. Ustvarjati želijo neko dramatično situacijo. To si bralci, gledalci tudi želijo in krog je sklenjen. Zanimivejše od resnih informacij so namreč bolj bazične zadeve. V času dogovarjanja se spomnimo leta 2007 Janše in Sanaderja na Bledu, si je na vest.si to novico ogledali 4500 obiskovalcev. In v istem času pomembnega Janševega in Sanadarjevega dogovarjanja so imeli Jasminini Joški 36 000 klikov. Oblastniki, ki želijo biti ponovno izvoljeni, se moči medijev zavedajo, zato želijo imeti nanje vpliv. Služijo jim, da svoje dejanja, odločitve preko medijev ljudem predstavljajo kot sprejemljiva, za volivce koristna. Se pa mnogokrat dogaja, kot je dejal Noam Chomsky, da je država zgolj orodje v rokah multinacionalk za dosego njihovih ciljev, povezanih s čim večjim dobičkom na račun kvalitete življenja državljanov. Soavtor ideje in režiser filma Vojko Anzelc, ki se je za leto dni odklopil od vseh medijskih informacij, se je dobro vprašal, koliko je res tistih informacij, ki so za človeka pomembne. Ali pač gre le za to, da se vsak dan zapolni čas med oglasnimi bloki. Kakorkoli, Gola resnica je film, ki vas bo zabaval in tudi kaj povedal. Vse. Zmontirali ste že. Fertik. V kinu. Videl si že. Ja, Je v redu. ljudje pravijo, da je. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. Na ulicah Škofje Loke bo čez slab mesec več kot 700 ustvarjalcev pod taktirko režiserja Boruta Gartnerja uprizorilo škofjeloški Pasjon. Na uprizoritev dela, ki ga je leta 1721 napisal kapucin pater Romuald Marošič, se intenzivno pripravlja tudi otroški pevski zbor škofjeloške osnovne šole Mesto. Ti kdo je napisal to novico, Katja? Si napisala, ne? Si nam malo razložila, kaj je to škofjeloški Pasjon? Ker ne vemo, ne? Ker, kaj je to? Ja, no, jaz sem bila. Daj bo treštih. Klub 13. brat je v sodelovanju z zavodom Mostovna organiziral natečaj za kompilacijsko zgoščenko od Soče do Korna in želijo s tem projektom predstaviti aktivno glasbeno sceno. V soboto so se na natečaju predstavili tudi člani primorske zasedbe Red Orange.
Čau Vest, ne? Čau Vest. Živijo Vest. Vest rules. Še vreme. Z nekoliko lepšim vremenom se ta teden začenja sezona samomorilskega turizma. Posebej opozarjamo na izvrstne vremenske razmere v severni steni Triglava, na Mangartu in Kamniškem sedlu. Ljubljančane pa bo razveselila novica, da bodo ploščad Nebotičnika v sredo spet odprli za obiskovalce. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti.